Naš gost. Vsakemu, ki se iz Kranja mimo Kokrice in Brda pelje proti Britofu ali pa v obratni smeri, mu v predosljah pogled obstane na lepo urejeni kmečki hiši. Ob njej stoji kažipot, ki vabi k nakupu dobrot kmetije Odems, na kateri kmetujeta Gregor in Darja Ovsenik z družino. Preden sem zavil na dvorišče, se je moj pogled ustavil na velikih jaslicah, ki so jih postavili med hišo in cesto. Parkiral sem na lepo urejenem in za praznike pospravljenem kmečkem dvorišču in stopil v prostorno vežo. Tam so me pozdravile že druge velike jaslice. Zgovorni četrtorojenec Pavel mi je povedal, da imajo v hiši še več jaslic, ter dodal. Ja, tiste zunaj sva postavljala midva z atijem, pa moj brat. Tiste so pa velike, pa not imamo še skale, pa vlak se pelje tudi naokoli. In so vsako leto enake ali jih kaj razširite, spremenite? Ponavadi jih spremenimo vsak let. 3 dni jih delamo. Kaj pa tiste jaslice po sobah? Tiste so pa take malo manjše kot ti. Smo jih pa sami delali, otroci. Potem, ko mi je Pavel Ovsenik razkazal njihove družinske jaslice, smo se usedli za masivno družinsko mizo v njihovi dnevni sobi, ki jo prijetno ogreva kmečka peč, in stekel je zanimiv pogovor. Zakonca Ovsenik sem najprej prosil, če se nam lahko predstavita. Ja, najina družina, se pravi Gregor pa jaz, imava 5 otrok, Tinkaro, Janeza, Štefana, Pavla pa Petra. Zdaj, kako pa naj sebe predstavim, zdaj to težko reči, Drugače pa se trudim biti najprej dobra žena, pa mati 5 otrok, kar pa ostane časa, pa pač probam pomagati na kmetiji. Če pa še kdaj kaj ostane časa, pa zelo rada ustvarjam. Tako da to. Gospod Gregor. Jaz sem pa mož. V prvi meri je v bistvu mož ženi Darja, vesel, ponosen, da sem se poročil 15 let nazaj, da sem ustvarila družino in sem ponosen oče svojim 5 otrokom. Obenem pa tudi gospodar naše kmetije, naše male družinske kmetije, zadnjih od leta 2005, to se pravi 20 let je že tega. Približno 46 let nazaj, sem se rodil na tej kmetiji kot 4. od 7 otrok, očetu Janezu pa mami Urški. In bolj ali manj sem preživel na tako brezskrbno otroštvo in ves čas nekako kazal zanimanje za kmetovanje. In zato sem se tudi po osnovni šoli odločil za izobraževanje v tej smeri. Pa sem bil pa nekaj 15 let zaposlen in po 15 letih je bila odločitev, da ostanem doma in od takrat naprej nekako živim svoje otroške sanje na svoji domači kmetiji. Zdaj smo nekako, bi lahko rekli, sredi božičnih praznikov. Gospa Darja, kako jih pri vas letos doživljate? Kakšen je bil advent? Ponavadi taki mladi zakonci rečejo, tako noro je življenje, da so prazniki kar prišli. Kako pa je pri vas? Ja, kaj pa vem, se kar trudimo, da se probamo vsaj majhen umiriti oziroma ustaviti, če ne drugega sodelujemo pri 9-dnevnici. Tako da gremo jaz pa otroci ali pa saj eden od naju z otrokom k 9-dnevnici, da se saj takrat malo umirimo. Drugače pa poskušamo te priprave na Božič, predvsem te zunanje, priprava jaslic, smrekce, ostala dekoracijo malo razporediti čez cel december, ker sva že pred leti ugotovila, da če to čakamo vse na zadnji dan, da je to preveč. Zdaj ponavadi se tudi prodaja zunaj, takrat pred zadnjimi dnevi zelo poveča in je tudi veliko več dela s pripravo in prodajo. Tako da jaz skušam vse te druge stvari prej že ponarediti, zato da smo majhen bolj umirjeni. Predvsem to. Danes je praznik nedolžnih otrok, jutri bo slovesni praznik svete družine. Gospod Gregor, kaj vama pomeni družina? Jaz sem se oženil pri 31 letih, Saj sem načrtoval v bistvu to, Včasih sem si zmeraj zamislil, da bom v družino, pa že v teh letih tako malo kazal, ali bo ali ne bo. In sem bil izredno vesel, hvaležen v bistvu, da sem Darjo srečal, da sem se poročil. In moja otroška želja je bila ustvariti družino in sem Bogu hvaležen za to, da imava 5 zdravih otrok. In to mislim, da je ena osnovna stvar, ki in smisel življenja, v resnici je smisel življenja. Poleg vere pa vsega drugega, recimo, se mi zdi, da je družina ena taka osnovna stvar, osnovna smiselna.
Gospa Darja, sta si že na začetku, ko sta še hodila, rekla, bova imela veliko družino, ali je to nastalo kar spotoma? Ja, ta je kar dobra. Ja, kaj pa vem, oba dva sva iz res velikih družin, jaz imam 4 brate, Gregor je iz družine, kjer je bilo 7 otrok. Kaj pa vem, jaz mislim, da niti ni bilo, sploh nisva nikoli pomislila, da ne bi imela veliko otrok, no, ne vem. Po mojem je to prišlo kar spontano, mislim, da se nisva prej kaj prav veliko pogovarjala o tem. Leto se nekako izteka, kakšni občutki vaju prevevajo v teh dneh, se tudi vidva, recimo takole ob večerih, ustavljata in pogledata nazaj, razmišljata, kaj se vama je letos zgodilo. Kako minevajo ti praznični večeri? Ja, je kar lepo se ozreti nazaj v tem letu, kaj sva se doživela, a ne? Mislim, da sva doživela zelo veliko lepih stvari, od raznih potovanj, kjer sva bila, pa tudi drugih uspehov, takih manjših, no. Tako da mislim, da sva kar hvaležna za celo leto. Nič tazga slabega se ni zgodilo, da bi človek bil, ne vem, kaj pretresan, ampak sva kar zadovoljna z letošnjim letom. Sploh, ko človek gleda za nazaj po telefonu kakšne slike, pa se spomne, kaj vse smo doživeli, mislim, da imava kar veliko stvari, za katere sva lahko hvaležna. Gospod Gregor, pogled na leto skozi oči kmeta, kmetijske pridelave, vaše kmetije. Kar se naše kmetije tiče pa letošnjega leta, jaz mislim, da ni bilo nič kaj takega grozno pretresljivega. Bi rekel, da je imelo tako povprečno leto, tudi kar se tiče same pridelave, proizvodnje oziroma samih predelkov, no, je bilo na tako zadovoljivo leto, no. To se pravi od poljščin do travinja, vsega tega, kar je bilo, tako da ni bilo kakšnih pretresov, kot so, ne vem, bile suše ali pa z izjemo te moče, ki je bila letos, no, pa tudi s tem smo mi v bistvu kar dobro zvozili, no. Tako da ne morem kaj posebnega izpostaviti, no, v bistvu na tako povprečno leto čisto v redu. V teh zimskih prazničnih dneh sem slišal tudi pohvalo vajinih čajev. Je to letošnja zgodba ali se s čaji že več časa ukvarjate? Zdaj to, da prodajamo čaje, je res letošnja zgodba, ja. Jaz se pa v bistvu s čaji ukvarjam že od majhnih nog, no, kaj pa vem, že kot majhna sem zelo rada nabirala čaje, pa raziskvala njihovo zdravilnost. Poj sem pa te čaje sušila, pa velikokrat dala za kakšna darila, pa vsi so jih zelo hvalili, pa sem si mislila, pa jaz lahko to majhen več pridelam, a ne, pa ponudimo še v naši trgovini. Tako da ja, v bistvu letos smo zdaj začeli s to prodajo, ampak teh čajev res, to je majhna proizvodnja, to ni neki zelo velizga, a ne. Naš gost. Gospa Darja in gospod Gregor, če zdaj naredimo en kratek pogled v vajino otroštvo, kakšni so spomini na otroška leta? Gospod Gregor je prej že povedal par besed o svoji družini, morda najprej začneva pri vas, gospa Darja. Jaz tudi prihajam, kot sem že rekla, iz kar velike družine, imam 4 brate, sem ta 4. po vrsti. Kaj pa vem, moje otroštvo se mi zdi, da je bilo tako kar veselo, živahno, glede na to, da sem rasla med 4 brati. Drugače pa tako preprosto, kaj pa vem, veliko smo se igrali v naravi, zelo rada sem bila v gozdu, gobe smo nabirali veliko, borovnice. Nič posebenega, no, to vem, da sta recimo starša nas zmeraj spodbujala k šolanju, zmeraj sta se trudila, da sta nam omogočila vse, kar se šolanja tiče. Drugega tazga pa nič posebenega, no, se mi zdi eno tako preprosto otroštvo. Ste si že v otroških letih predstavljali, da boste enkrat živeli na kmetiji? Ne, niti ne, je pa res, da v bistvu so me vse poti zmeraj vodile v kmetijstvo, a ne. Tako da tudi sem študirala agronomijo, pa tudi vedno je prišlo tako, da sem bila potem nekako na kmetiji, ja. Gospod Gregor, vi pa ste rekli, da nekako vam je bilo to položeno v zibelko že od začetka. Kako se je potem ta želja oblikovala, bi lahko povedali? Ja, jaz kar se spomnim, no, jaz imam drugačen, malo hecno recimo določene stvari, včasih malo pozabim in hvala Bogu recimo, da mora biti kakšne slabe stvari, sem pozabil, spomnim se iz svojega otroštva večinoma lepih stvari, no, spomnim se recimo, da sem od nekdaj se zatam vozil v traktorju, recimo sem spal na traktorju, skozi sem bil z njemu, veliko, no, tega se spomnim. In nam pozabil recimo, ne vem, ko je bilo brat Tomaš, enega brata mama, ne, starejšega let pa pol, ne, ki je on končal osnovno šolo, se je malo odločil, kam bi on šel v srednjo šolo, in jaz sem se najbolj bavil, ker je rekel, da je šel na informativni dan na kmetijsko šolo, sem rekel, joj, pa ja, on kmetijo prevzel, tako da hvala Bogu šel pa enostrojno, no. Tako da jaz imam kar lepe spomine na to, se pravim, velike sem
Je pa zanimivo, recimo, jaz se nisem nikoli priključil kakšen gasilcem, pa skautom ali ostalim dejavnostim, kot brat pa sestre, ne? Zato, ker sem skozi probal izkoristiti te proste trenutke za delo na kmetiji. Pač to me je toliko veselil in da sem si mislil, pa nam zdaj tisto soboto, ko ne gremo v šolo, pa še skautom šel nekam na tabor, jaz bom raje doma tu pomagal, pa pač. In tako je bilo, in v bistvu še danes sem hvaležen za vse to, kar je bilo in da sem tle, ker pravzaprav sem, no. Sta mama in tata podpirala te vaše želje? Verjetno sta vas prepoznala kot tistega, ki bo verjetno peljal zgodbo naprej. O ja, to pa kar. No, tudi pri nas, recimo, tako je Darja rekla, naša dva sta zelo veliko dala na to, da imamo otroci prosto pot, kar se tiče izobrazbe. Zmeraj je bil recimo tudi poudarek najprej šola, pa je pa del. To se pravi, da je vsi, kdor je želel iti na fakulteto, kakorkoli, se je pač odločil in sta to podpirala v polni meri. Tako da ja, zmeraj se pravi, da je to imelo prednost pred delom. No je pač rajata določene stvari naredil, zato da smo mi imeli možnost recimo na šolo delati pa kakšne take stvari. Ampak potem, ko ste zaključili študij, ste se zaposlili izven kmetije in bili celo direktor. Je to res? Ja, to drži. To je bilo v bistvu, ko sem jaz končal šolanje, tako je bilo, jaz, ko sem osnovno oziroma srednjo kmetijsko šolo zaključoval, sem nekako začutil, malo pobližje sem videl, recimo, kako naša kmetija izgleda tudi finančno in sem nekako prišel do tega, da bi rad očeta razbremenil tako finančno, kot fizično, oziroma da bi mu pomagal. In zato sem se takrat odločil, pa nisem šel na fakulteto in sem se v bistvu zaposlil v kmetijski zadrugi. In kasneje bil v bistvu tudi šolanje, sem pa nekaj obdelal delal, pa v bistvu niti ne dokončal, ker me je časa zmanjkalo. No in kasneje sem bil recimo po dobrih 10 letih je zadruga imela pač eno hčerinsko podjetje proizvodno, kjer sem bil pa jaz v bistvu nastavljen za direktorja in sem 5 let do konca moje te službene kariere v bistvu tudi bil. No. Ampak skozi pa v kmetijstvu, ja. Ampak potem se je zgodilo drugače. Kako je prišlo do tega preobrata, da ste rekli, bom ostal doma? Nekako je to sovpadalo tudi s tistim časom, ko sta se odločila, da stopita na skupno pot, ali je bilo to že prej? V bistvu je bilo to takrat, ja. Tako je bilo, jaz sem, ko sem prevzel delovno mesto direktorja, sem jaz v enem tudi prevzel domačo kmetijo in to je bilo vse sočasno in moj oče je bil že v bistvu toliko starejši, da je določenih stvari niti ni mogel delati in je bilo dela enostavno preveč in jaz sem v zelo zahtevno službo, časovno, tako kot psihično, kmetijo sem recimo doma vodil, pa sem pa Darjo srečal in sva začela o tem, da je družino ustvarjala in enostavno je bilo v eni fazi v bistvu vsega preveč, tako da je prišla nekak skupna odločitev, da je prav, da jaz v bistvu bilo fajn, ker jaz sem takrat začel izpolnjevati tisto, kar sem si iz otroštva želel. To se pravi biti kmet, pa živeti samo od kmetije. Meni ni bilo nikoli všeč, da sem jaz mogel v službo hoditi pa domačo kmetijo ob enem delati. To je bil moj cilj, oziroma otroška želja, biti kmet pa samo kmet. Ne hoditi v službo pa poleg tega kmetijo upravljati. Je bil pa to en tak skok, bi lahko rekli. Potrebno je bilo kar precej poguma. Predvsem pa kmetijo sta potem obrnila na glavo. Ja, tle je bilo hvala Bogu, da je Darja prišla zraven, ker tisti preskok, pa pogum je bil bolj na strani Darje. Darja je bila tista, ki mi je nekako odprla oči. V tistem času je bilo, ko sem jaz službo zaključoval, smo mi imeli bike pitance v hlevu, ker za drugega ni bilo v bistvu časa in sem vedel, iz službe sem mu podatke, faktor ekonomičnosti sem vedel, da ni ena, ampak da je manj. Pa je bilo kar težko reči, pa bike da oven, jaz sem si skozi rekel, Darji, joj, pa na prihodka, pa prav, da se stroškov tudi ne bo. In v tisti fazi je bilo v bistvu en tak splet okoliščin je bil, da sva se odločila, da jaz ostanem doma na kmetiji, pa so pa iskala pot v bistvu, kako bova to najno kmetijo, to malo družinsko kmetijo pelala naprej, da bomo od tega nekaj imeli. Darja je bila skozi, po mojem, ona povedala tudi, zagovornica tega, da kmetija mora samo od sebe živeti. Nikakor, da bi recimo jaz v službo hodil, služil denar, pa ta denar zalagal v kmetijo. To ni bilo sprejemljivo za Darjo. In potem sva iskala v bistvu eno pot, kako bi pa to. Jaz sem vedel, recimo že pred leti sem prišel do tega, da naše kmetije širiti po obsegu ne moramo, da pač nimamo možnosti, ker smo na takem področju obdani z velikimi kmeti, ki je zemljo skoraj nemogoče dobiti, če pa že je pa predraga. In sem nehal razmišljati o tem, kako bi se razširili po velikosti, ampak kako bi v bistvu temu, kar znotraj tega, kar imamo, probali dodati eno vrednost. No in pa sva
v bistvu je, spet je Darjin prispevek, ker od Darje strice pa s tem, ker se mi dva ukvarjava, to se pravi s prirejo senenega mleka, ukvarjal predtem že, mislim, dobrih 10 let. In to je bila spet ideja Darje, ker smo imeli v tistem času 40 pitancev, pa eno oziroma skozi smo imeli pa krave za doma, tako da smo svoj mlek imeli. In je rekel, dajmo začeti te krave futrati samo z mrvo. To je prav, nič silaže samo z mrvo. In pa smo počas pa to začeli. Je pa res, da je bilo malo zoprn, ker so na eni strani so bili pitanci, smo jih futrali s silažo, na drugi strani so bile pa 2 kravce, ki smo jih pa futrali s senom in smo kaj hitro ugotovili, da to ne gre. Ali vse senom, ali pa nič. No in pa smo v bistvu, tako se je zgodba senena zgodba naše kmetije v bistvu začela. Zanimivo. Gospa Darja, kako se vi spominjate tistih let? Verjetno so bile kar frekventna. Ja, je bilo res takrat kar burno, ja. Predvsem takrat se je Tinkara rodila, že to, ko dobiš prvega otroka, je kar velika sprememba. Potem pa še ta odločitev, ker je Gregor rekel, da bi o tem sva se odločala, bo ostal doma ali bo še naprej nadaljeval v kakšni drugi službi. Je bilo kar pestro, ampak ne vem, se mi zdi, da je bilo pravno. Oba sva si želela nekako malo bolj mirnega življenja, pa tudi to, da bi bilo na kmetiji več stvari lahko narejenih, in to je bila v bistvu edina poteza, da je Gregor ostal doma. Zdaj nekako oba delata na kmetiji. Na začetku ste vi bili še izven kmetije zaposleni. Ampak vajna želja je bila, sem slišal že pred leti, da bi nekako oba lahko ostala doma. Ja, jaz sem tudi bila na začetku v službi še, seveda, spoznala sva se tudi v službi. Tudi jaz sem bila vodja poljedelstva na KŽK, pa sem potem pri Štefanu ostala doma. Malo zaradi otrok, malo tudi zaradi tega, ker je bila mama lih v tistem času, njegova mama bolna in je potrebovala pomoč. Zaradi tega sva se odločila, da tako. Delovnik je zdaj kar dolg, verjetno mame najbolj imajo napetega. Ja, po mojem bojo vse mame, ki imajo več otrok, vedle, kako je s tem delovnikom, da ga nikoli ne zmanjka, že včasih misliš, no, zdaj sem pa naredila, pa se usedeš, pa vidiš, da še marsikaj ostane. Zdaj na kmetiji je pa predvsem tega dela še več, ker je delo še zunaj, ni samo noter. Ampak ja, sej se da. Sam nikoli pa ni vse narejen, to je pa res. Gospod Gregor, če takrat tega koraka ne bi pri vas naredili, bi danes lahko kmetija še obstajala, sploh če bi rekli tako, da ne bo prilivov iz drugih dejavnosti? Vprašanje, ne vem, jaz se nikoli nisem resno spraševal o tem, kako bi bilo, če ne bi. To je bilo v bistvu nekakšna moja, se pravi, večna želja in hvala Bogu, da je Darja rekla, da je bila pogumna toliko, da sva ta korak v bistvu naredila. Ja, je pa res, težko je, dokler ne skočaš, v vodo ne moreš plavati. To se pravi, da če tega, težko je vedeti, ali bi ali ne bi. Jaz mislim, da v tej meri siguren ne. Sem pa hvaležen, da sva to naredila, da smo se odločili za ta korak, da zdaj imamo na tako fletno majhno botično kmetijo, kjer je nekako, se pravi, da je bila odločitev pravilna, se potrjuje tudi strani recimo ljudi, ki prihajajo k nam, da je bilo prav, da sva se odločila za ta korak. Torej, pogledov nazaj ni več, ampak samo pogled naprej, kako razvijati to zgodbo. Mislim, malo se že spomnimo, kako je bilo za nazaj. Jaz ne vem, včasih me kakšen vpraša, ali pa ne vem, kaj se pogovarjamo, sploh v teh časih, recimo zdaj, ki je v prazničnih časih, kaj ti kakšen reče, recimo, ne vem, tam 22. decembra, da je pa do 6. januarja frej, pa pomisliš, ojoj, lega tega, 10 ali 14 dni so frej, za nas je pa v bistvu to čist drugače. In jaz včasih se tudi vprašaš, kaj imaš vsega velika, pa je delovnik dolg, rečeš, kva pa če bi jaz recimo kaj drugega delal, ampak prej ali slej ugotovim v bistvu, da je to tisto, kar je moje, da je neumen razmišljati preveč oziroma se ukvarjati s tem, kaj bi, če ne bi to, ker mislim, da sem kjer drugje ne bi, v resnici ne bi to najdu. Kljub temu, da je recimo ta kmečka panoga ni toliko donosna, kot bi mogoče kakšna druga bila, ampak je vseeno način življenja moje družine, pa vsega tudi z vidika recimo družine pa otroka, je toliko enih plusov, da je v bistvu to prevaga. Kako bi našim poslušalcem rekli, poteka recimo en tak vaš delovnik na kmetiji? Kdaj začenjata, kdaj končata? Ne vem, če bo vse povedal. Ne bom jamral. Zelo obsežen delovnik je res. Jaz se spomnim, sem lih razmišljal, ena gospa mi pred leti rekla, ker sem bil tam na eni drugi kmetiji, ker sem povedal, da bomo začeli s predelavo mleka, pa prav, a res, za mleko, to je pa veliko dela, in jo ne bom nikoli pozabil. Večkrat se jo spomnim, recimo, ker imam res veliko dela s tem.
se jo spomnim. No, ampak pač to je bilo odločitev, ki sem jo sprejel, ki so jo z Darjo sprejela in zdaj nima smisla nazaj gledati, pač to delamo. Ne. Drugače pa, kdaj se moj delovnik začne? Zgodaj zjutraj, po večinoma, ne vem, kako ne rečem, med 5 ure, 4-5, kakor je, odvisen, koliko imam dela s to predelavo. In jaz sem zdaj, imamo enega gospoda, ki nam v hlevu pomaga, tako da meni, hvala Bogu, čez teden zjutraj ni treba krav most, jaz grem v predelavo, mlečno predelavo in sem tam, potem pa odvisen, kaj imam, aj zapakirati, ali za pripravljati, ali pa je kasneje z Darjo pripravila, pa se pač okrog razvosa, ne. Potem je kosil vmes, popolne naj pa čaka pa trgovina tamle, ne, ob 3 popolne trgovino odpremo, tako da imamo ves čas naštelen na to, da smo takrat je tista popoldanska služba. Zdaj pa ali je Darja, ali sem jaz, ali pa pač kakšen od študentov, ne. Trgovina se ob 7 zapre, ponovadi še malo kaj za pospraviti, 7:30, 8, morbiti še kakšna stvar poje za ponarediti. Tako da ne vem, jaz po večinoma noter pridem kdaj 8, 9, tam kakor je, no. Mnogi bodo rekli zelo napet delovnik. Ja, sej v resnici, ampak to je naš način življenja, jaz ne vem, sej lik za to recimo, no, tudi, ki sem prej rekel, v teh prazničnih časih, a ne, se pogovarjamo pa razmišljam recimo, kako mi, ki imamo v bistvu toliko poln delovnik, a ne, toliko bolj cenimo recimo pa tiste proste ure, ne vem, recimo zame je nedela svet dan, gospodov dan in sem toliko hvaležen recimo, da nikoli ne delamo razen, že kakšna košnja, recimo v redu, kakšno uro že drugače, pa po večini ne, nikoli ne. In hvaležen za tiste trenutke vmes, ne vem, zjutraj nafutraš, recimo pogreš k maša, ne, imaš tisto mašo, pomaš kofe vmi, recimo, pa je južna, pa po južnem smo še tistih nekaj ur fraj in to je to. In zelo ceniš tisti čas, ki ga imaš zase, za družino in to je to. In sej, za nas je to dosta, ne. Gospa Darja, kdaj vama uspe ukrasti čas zase? Zvečer, ko pride Gregor, recimo noter, si verjetno velikokrat tudi vi šele takrat, potem še družina in vse se zavrti in potem je že noč. Ja, zdaj, ko pa vem, Gregor ima veliko bolj naporen delovnik, kakor pa jaz, saj meni se tako zdi. Ko pa vem, jaz si probam dopoldne, kadar uspem ponarediti ta najbolj nujne stvari, da grem mogoče, kaj pa sem kdaj peš za ne pol ure. Drugače pa ja, zvečer, ko grejo otroci spat, ne vem, zelo rada kakšno knjigo preberem, tako da takrat, ali pa če kakšen film skupaj pogledava, to je, kar se med tednom tiče, ne. Zdaj, ob nedeljah pa tako, kakor je Gregor rekel, ja. Pač nedelje popoldne, če niso kakšna praznovanja, zelo radi kam gremo, ali pa recimo med počitnicami, ko so otroci doma, imamo torke, imamo zaprt in takrat zelo radi izkoristimo, da kam gremo, na kakšen izlet, krajši po Sloveniji, malo raziskujemo, tako da to nam zelo veliko pomeni, to nam je dragoceno. Gregor je prej rekel, da ste bili vi nekako tisti, ki ste navijali za seneno prirejo. Zakaj ste se za to odločila in zakaj zdaj vidite, da je bil to pravi korak? Ljudje zelo pohvalijo vajine izdelke iz mleka. Zdaj, tako je rekel Gregor, ja, jaz sem bila navajena na seneno mleko od strica in meni je po pravici povedan ta mlek tle na tej kmetiji, ko sem prišla za ta mlado, mi je smrdel, ne vem. In to je bil v bistvu ta prvi pogoj, za kar sem rekla, ne, dajmo pač tiste 2 krave res futrati s senom, ki je brez veze, da imamo, a ne, pač tisti mlek, ki ga imamo, naj bo dober, a ne. Tako da to je bil po mojem tisti glavni povod, a ne, zakaj smo začeli s senom. Jaz mislim, da je bila pravilna odločitev, ja. Ker na taki majhni kmetiji moraš biti pač nekaj posebenega, če hočeš preživeti, a ne. Ali pa pač na majhen drugačen način delati. To po mojem, no. In zdaj ste nekako to ponudbo še razširili, ne samo mlečni izdelki, tudi drugi. Verjetno vam to omogoča nekaj več varnosti, ker majhna kmetija je zelo ranljiva. Ja, to drži, to drži. Ja, mi smo v bistvu, ko smo začeli, se je zanimivo, ne, hecno, kako z majhnimi koraki, se nikoli nočeva prehtevati, korak za korakom, recimo, ko smo začeli leta 2011, ne, ko smo začeli, je v bistvu Darja naredila to prvo skuto, pa jogurt, jaz sem šel pa kasneje na tečaj in smo to malo bolj orang začela, ne, in tako s ponosom sem postavil tiste par jogurtov v hladilnik, pa sem videl, kaj soseda prišla, bom pa zdaj prve skupovala jogurta, ne. In smo korak za korakom to zgodbo začeli, no, in potem takrat smo prodajali, to se pravi, svoje mleko, pa jogurte, pa skuto, imeli smo tudi krompir, pa jajca, pa moko, te stvari in to smo kar nekaj let prodajali pač te stvari tam dobesedno zunaj pred mlekarnico, na eni mizici v enem hladilniku, tako čist na preprost način. In to so ljudje čist lepo pa dobro sprejeli.
Pa se pa skozi bolj začel dogajati, recimo, da so ljudje, ki so radi prihajali k nam, ne vem, sploh kakšno soboto, pa je kakšen rekel, joj, pa zakaj nimaš še kaj drugega, zakaj moram jaz te prijem po jajca, pa krompir po salamo, moram pa k drugemu, ali pa po druge stvari moram pa k drugemu kmetu jeti, ne, in pa se začelo razmišljati, sam res, ne, mi imamo lokacijo odlično ob cesta, ne, ob zelo prometni cesti, zakaj pa ne bi mi to našo ponudbo malo razširili, ne, in ko smo lih takrat, to je kasneje, ko zadeva dozorela, ko smo recimo tudi hišo prenavljali, pa ves dvorišče smo se pa odločili, pa eno leseno garažo, ko smo jo za avto imeli, smo podrli, pa kozovc postavili, pa pod kozovcem naredili eno tako lično trgovinco, kjer imamo noter zdaj ponudbo naše kmetije, pa mislim, da je 9 ali 10 kmetij, drugih kmetij, večinoma teh manjših okoliških, no. In je zelo fajn, no, ko smo to, ne vem, mislim, da 3 leta nazaj, 3 leta nazaj smo odprli, so ljudje zelo, zelo dobro sprejeli in tudi zdaj, no, zelo radi, jaz imam občutek, da zelo radi prihajajo in to je tako, se mi zdi, no, tako, no, mene zelo ful me veseli, res me veseli, no, ko vidim, da ljudje radi prihajajo in ta oseben odnos pa to in je tako nekako, no, mi daje eno zadovoljstvo, no, če sem že jaz večinoma doma na kmetiji, je zelo dobro, ker ljudje k meni pridejo, pa mi kakšne novice prinesejo, pa dobro voljo, pa tako naprej, ne. Včasih kakšen reče, recimo, pa ko imaš, a ne, skozi ljudi ne dvoriš, pa te zmozgajo, ne, ampak v resnici, ja, kakšen teži, ampak večinoma me pa nafilajo, me pa res nafilajo, no. Ja, prav to sem slišal, da ljudje zelo pohvalijo, da si vzamete čas, da tudi če je napeto zunaj, recimo, da je košnja in tako naprej, da vsaj tisti začetni pogovor, dober dan in tako naprej, gre. Nekako se čutijo sprejeti in potem prihajajo in ti dobri izdelki vabijo in se vračajo. Vama uspeva še naprej večinoma doma prodati vse, kar pridelate? Ja, večinoma, jaz bom rekel, 3/4 vsaj prodamo doma, drugače pa skozi bolj ugotavljamo v zadnje čase, da v bistvu moramo to še povečati, da je ta zgodba doma precej bolj, bom rekel, lepša, kakor pa recimo prodaja v drugih trgovinah. Pač vsak trgovec ti vzame 30-40%, recimo imajo marže precej visoke, a ne, poleg tega nimaš tega osebnega stika, a ne, in to je tisto, recimo, ker je. To se večkrat sva se pogovarjali, recimo, način prodaje, kako bi prodajala, ne. In ne vem, mogoče kakšni avtomati, ampak vse je prevagala ta trgovinca, pa vse to, ker nama ta oseben stik pač veliko pomeni, no, veliko pomeni. Da vidiš, imaš odziv recimo ljudi, kako so da zadovoljni, pa recimo, ko smo tako majhni, če kakšen da kakšno pripombo, predlog, recimo, se lahko prilagodiš, no, in je zelo fajn. Drugače pa, ne, ko ste omenili, recimo, to smo recimo, ko smo razmišljali kako, ne, ali pa jaz imam tak občutek, ne, recimo, če je človek lepo sprejet, ali pa bom rekel tako, ta prvi vtis, ko prideš ti recimo na dvorišče ali pa do dvorišča, ne, ta prvi vtis, ta zunanja podoba, ki naj bi saj približno bila. To se pravi, če imaš staro, če imaš že malo pospravljen, pomedenje, že kar veliko naredil, ne. Pa če človeka recimo lepo prijazno sprejel, si naredil drug korak, pa če imaš recimo še izdelke dobre, pa v resnici lahko zmagal, ne, in to je nekako tisto, kjer ga se midva zelo dobro zavedava, pa mislim, da skozi leta so ljudje malo naučili tudi tega medsebojnega odnosa, tudi kako ljudi sprejemati, pa kako se, ja, v bistvu ene take skozi bolj prijateljske odnose vzpostavljamo ali pa na ta način, ne. Na kmetiji sta torej ženo želela ponuditi ne samo pridelke, izdelke, ampak želite, da za vsem stoji tudi zgodba vajine kmetije. Že prej na začetku sem omenil tečaje, ki jih pripravljate. To je tudi, bi lahko rekli, še en doživljajski način, da v obliki tečaja opeke kruha lahko ljudje spoznajo, kaj se da narediti z lastnimi rokami, kako drugačen je okus tistega, kar sam zamesiš in potem spečeš. Gospa Darja, kako je prišlo do tega? Ja, jaz mislim, da zaradi tega, ker zdaj, ko so otroci nekako zrastel, saj majhen, pač imam tudi jaz, nekako sem začutila to, da bi lahko tudi jaz doprinesla, oziroma da pač rabim nekaj še drugega ustvarjati, ne mogoče samo pač gospodinjt ves čas pa pospravljati, ne. In malo tudi na pobudo moje mami, ki ves čas peče kruh, sem pa začela razmišljati, da bi bila, ja, to zelo fajn ideja oziroma taka priložnost. Tudi pač prostor imamo, dosti veliko mizo, krušno peč in se mi zdelo, da je to ena taka zelo luštna priložnost, ki lahko ponudim drugim ljudem, pa na tak način nekaj prenesem, eno znanje, ki ga imam, recimo, a ne. Tudi se mi zdi zelo fajn, so dali drugi ljudje ali pa druge mame predlog, a ne, da bi prišle z družinam na kmetijo, a ne, da bi na tak način naredili kakor eno doživetje na kmetiji za družino, a ne. Tako da v prihodnjem letu bomo sigurno tudi to probali izvesti.
Take stvari, no, to mi je zelo blizu. Tudi, ko hodijo, recimo zdaj večkrat so že prišle šole, predvsem prva triada, pridejo šole na našo kmetijo in se mi zdi, da nama ta, kako se reče, izobraževalni del ali pa ta prenos znanja na otroke, da nama to kar leži, no, da zelo rada to počneva. No. Tako da se mi zdi, da so potem tudi otroci zelo zadovoljni in tudi učiteljce, ne. Ker smo tudi z njimi v redu ugotavljali, da v bistvu je tega znanja premalo. Direkt o kmetijstvu, tudi tega uporabnega znanja, ali pa kako ne rečem, v praksi, ne, kako izgleda življenje na kmetiji in obdelava zemlje in kako izgledajo stroji, tega pač verjetno res večina otrok nima možnosti videti. Ne. Tudi krave v živo, da jih lahko pobožajo. Sej ne rečem, ljudje ali pa otroci na vasi je tega več, ne, ko pa pridejo recimo iz mesta, iz Kranja, pa tega otroci nimajo možnosti doživeti. Ne. Tako da to je zelo ena taka fajna priložnost, ko jo lahko ponudimo pri nam, ko smo pač bolj majhna kmetija in smo bolj prilagodljivi, kakor pa recimo mogoče kje drugi. Prav pri peki kruha se mi zdi, da se je zgodilo v minulih 2-3 desetletjih, da je ena generacija ven iz tega padla. Nekako smo se naučili, da greš po kruh v pekarno, prej pa se je to prenašalo recimo iz mame na otroke, iz babice vsaj na vnuke. Ampak zdaj vidim, da mlajši iščejo ta znanja in verjetno so zelo hvaležni, da lahko nekam pridejo in dobijo iz prve roke in poskusijo. Ja, mogoče je to res, ja, da ni bilo tega znanja, ali pa mogoče niti ni bilo te vrednote več, ne, da je domač kruh res nekaj dobrega, ne, in je pač veliko lažje bilo v trgovino jeti pa kupiti, ne vem, bel kruh ali pa žemalce, ne, za otroke. Zdaj se mi pa zdi, da ja, da so veliko žensk peče samih doma, mogoče je tudi korona to malo popravila, ne, ker so takrat vsi ljudje pekli kruh doma. Zdaj tega je pa več, no, se mi zdi, tudi ko vidim v trgovini, ko se pogovarjamo, veliko žensk kupuje moko, pa pečejo potem same kruh doma. Je pa ja, zanimivo to, imajo rade ta znanje, prenos znanja oziroma da slišijo nekaj uporabenega ali pa kako na en tak enostaven način, ne? Da ni to nekaj en bav, kako zdaj s kvasom delati, pa tako se mi zdi, da je to kar taka fajna, lušna stvar. Gospod Gregor, če zdaj gledate nazaj, odločitev za sejneno prirejo je pomenila seveda padec količine mleka, ampak iz tega mleka ste lahko naredili zmagovalne izdelke in ljudje to cenijo. Torej je bila to prava odločitev. Zdaj sem pomislil, ko se včasih s kolegi senenimi kmeti pogovarjamo, ne, recimo, ne vem, ko se odločiš za seneno, v bistvu pri nas je zelo, recimo, kar se tiče pridelave krme, a ne, je pač precej zahtevno snov pridelati, tam recimo v maju, ko so pač mrzle noči, pa malo skozi manj teh sončnih dni, a ne. In jaz se spomnim, da sem po 2-3 letih pomislil, pa kvam je bilo tega treba, a ne, pač gledam tamle druge kolege kmete, recimo, ki pač travo pokosijo, pripeljejo na kup, pa folijo pokrijejo, pa zadeva rešena, ne, jaz pa čakam, pa Boga prosim, da ne bo dežja, a ne, pa včasih jo namoč, včasih jo ne in je to kar dosti zahtevna stvar, no. Ampak ko na to krizno obdobje prebrodaš, recimo, no, pa ugotoviš, da si senen in si senen z vso svojo dušo, pa z vsem, a ne. In je bila ta prava odločitev. No, jaz moram reči, da je tudi recimo midva porajatava doma, recimo pa tudi ljudje, ki prihajajo na kmetijo, a ne. Je prijeten von recimo v hlevu po senu, no. In se spomnim recimo, ne vem, sem lana letos, ko smo z morja dan prišli, sem je prvič naredil, da sem zavohal tisti kmečki zrak, tako mi je bilo prijetno, wow, tako lepo, tako res prijetno dišino. Ljudje, ki pridejo na dvorišče, porajatajo v bistvu, no, to razliko, da je pač prijeten von ali pa ni neprijetnega vonja v tem smislu, no. In je, ja, meni se dobro zdi, no, kakorkoli tudi s tehnologijo, recimo to sušenje smo zdaj nekako do ene mere osvojili, nikoli ne bomo čisto povsem, ne, ampak toliko že, da znamo pridelati to krmo, kar je rabimo, no. Pač količina mleka se je zmanjšala, tudi recimo pri nas se pozna, meni se pozna v bistvu, ker imam toliko različnih dejavnosti, a ne, da mi mogoče v hlevu, recimo tudi pri količini mleka bi lahko kaj več naredil, ampak enostavno imam s predelavo, z trgovino pa z vsemi ostalimi stvarmi toliko veliko dela, da mi enostavno časa zmanjka, da bi bil 100% na vseh področjih, no, ampak po drugi strani si počasi zamislim, pa joj, saj fajn, ne, imam še rezerve, to se pravi, da imam še kaj za ustvariti, no. Je pa ja, fajn se mi zdi, no, tudi recimo te kmetje seneni smo združeni v društvo, a ne.
In je zelo fajn, recimo, ker smo enako misleči, tudi smo podobnih let, z različnih koncev Slovenije, v bistvu ogromnega znanja krož znotraj teh kmetov. Jaz imam kolege, ki so res taki izkušeni, tudi doktori pa tako naprej, tako da sem zelo hvaležen za to, da imam to. In je dobro, se pravi, da je, prava odločitev je bila prava, čista prava. Naš gost. V današnji oddaji naš gost sta z nami gospod Gregor in gospa Darja, ki kmetujeta na kmetiji Odems v Predosljah pri Kranju. Zdaj bi vaju prosil, da bi pogledali, kako kmetija zaznamuje utrip vajine družine. Ali bi lahko celo rekli, da kdaj vajina družina zaznamuje utrip kmetije? Verjetno to težko, gospod Gregor. Zdaj, kar se kmetije tiče pa družine, je v bistvu Darja tista, ki je odločna, in da določene stvari recimo dobesedno, zahteva, to so recimo tudi, kaj prej omenila, torki, to se pravi v poletnem času, trgovino imamo itak v torkih zmer zaprto, in je že pred leti rekla, da je pa tork, če imamo trgovino zaprto, pa če gremo enkrat na leto, gremo za teden na morje, drugače pa smo doma. In da zakaj pa ne bi te torke izkoristili, recimo se jih v bistvu res ni velika, to je 7-8 torkov recimo čez poletje, zakaj ne bi kam šli, Ampak to se pravi, da je Darja tista, ki večkrat spomne. Meni se sicer, jaz ne vem, kako bi bilo, če bi jaz bil tisti, ki bi mogel, najbrž bi pol tega ne bilo. In sem pa hvaležen v bistvu, da je to, da daje pobudo. Fejs se trud, včasih ji ne uspe, velikrat ji uspe, in sem hvaležen za to. Pa jaz bom rekel tako, da kljub vsemu, kljub temu napornemu delovniku, pa vsemu, jaz mislim, da nam kar dosti uspeva, biti tudi družina kot družina, tudi da kam gremo pa tako naprej, da doživimo, da smo skupaj, tudi razne praznovanja, ki imamo. Nimam občutka, da bi bili, ne vem, ali otroci nekaj zapostavljeni, ali pa se mi zdi, da je kar v redu. Gospa Darja, to, da vama uspe iti na dopust vsako leto, marsikdo reče, blagorim, da jim to uspe ob taki kmetiji. Jaz mislim, da če pa nama ne bi uspeli tudi za en teden iti na morje, da pa bi bilo kar težko, kaj pa vem. Jaz mislim, da je to zelo pomembno, da si človek vzame saj nekaj oddiha, glede na to, da cele dneve delamo, tudi otroci tega zaslužijo. Tako da se mi zdi, da je prav, da se potrudiva tudi midva, da jim to omogočava. Jaz mislim, da se da. Je pa res, da je zelo veliko organizacije, predvsem prej, kar malo živčne vojne, sploh strani Gregorja, da to vse priprav, ampak se da. Tako da zelo radi gremo, Prej je Gregor povedal, kako ljudje sprejemajo pravzaprav to vašo trgovinico in vašo prisotnost, da se radi pogovorijo z vami. Kako pa vi kot mama doživljate? To je tudi neko vstopanje tujih ljudi pravzaprav v vaše družinske razmere. Saj smo se kar navadili, se mi zdi, mogoče je bilo na začetku težko, ker so bili še otroci tudi majhni, pa tudi nismo imeli tako doročenega delovnega časa. Zdaj smo se pa kar organizirali in smo se tako privadili, da imamo res ob 3 do 3 imamo južno pospravljeno in če sem jaz dežurna oziroma če se jaz prodajam, da sem takrat tam, ali pa če je Gregor isto. Zdaj nimam občutka, da bi bil to kakšen moteč dejavnik, tudi otroci se tega navadili. Jaz mislim, da je to za njih tudi ena dobra izkušnja, tudi zdaj, ko so že večji, zelo radi so tudi zraven, pa zdaj že se jim fino zdi, ko lahko po računalniku tipkajo in vnašajo noter artikle, tako da pa trenirajo matematiko, z računanjem, tako da jaz mislim, da je to kar ena taka čisto redu stvar. Torej imata otroke s seboj, so z vama pri delu, vidijo, kako kmetija diha, niso nekje na strani. Kakor kdaj, jaz sicer večkrat rečem Gregorju, da bi jih lahko večkrat sabo vzel, sploh v hlev. Je pa res, da imajo tudi otroci veliko enih dejavnosti in se marsikdaj pokriva. Tudi jaz želim, da so do časa zvečer zrihtani in da grejo do cajta spat, tako da včasih se te stvari malo pokrivajo. Se pa trudva, da jih vključujeva v delo, tudi imajo vsak svoje zadolžitve in v gospodinjstvu in zunaj, kar se kmetije tiče, naprimer, pakiranje jajc je pač njihova zadolžitev, vsak dan eden. Pač se trudva, da pomagajo po svojih močeh, glede na to, koliko so stari. Živite v zelo lepo obnovljeni stari kmečki hiši.
veliko dela, veliko truda sta vložila v to obnovo. Prej ste rekli, da tiste žene, dekleta, ki pridejo na tečaj, so vesele te velike mize, ker lahko poskusijo zamesiti kruh, oblikovati testo in tako naprej, da so tudi otroci, ki pridejo na obisk iz šole, da jim veliko pomeni, da vidijo, kakšna je kmečka peč, kako se kruh peče. Kako sta se odločala za obnovo, zato da sta pravzaprav v tej stari stavbi vdihnila tisto dušo? Ja, zdaj to je prišlo kar dosti spontano. Pač hiša je bila res potrebna prenove. Na začetku niti nisva mislila o takem obsegu hišo prenoviti, pač najbolj nujne stvari, streho, pa okna, pa fasado. Potem sva pa prišla do arhitektke in sva si želela pač celostno prenovo kmetije, oziroma sva rekla, želiva, da bi bila ena podoba taka smiselna, ne. In to je pa kar vodilo korak za korakom in kaj pa vem, pač okoliščine so tako nanesle, da smo prenovili v bistvu res celo hišo. Najbrž Gregor želi povedati, da smo se tudi odločali o tem, ali pa marsikdo nama je rekel, pa zakaj sta to prenavljala, to se ne splača, ne, zakaj nista podrla pa postavila novo hišo. Pa se mi zdi, škoda bi bilo tako staro hišo podreti, glede na to, da je tle živelo toliko generacij, da je prav, da to ohranimo. No. Obema so nama pač ta kmečka arhitektura, kmečka zgodovina nama je zelo blizu, nama je zelo všeč in sva se trudila nekako ohraniti ta kmečki stil, tudi tule noter kmečko peč in velik ta jedilni kot v kmečkem stilu. To nama je zelo veliko pomenilo. No. Zdaj, tudi to, ko ste rekla, ne, da imajo otroci radi, jaz mislim, da ne vidi veliko otrok kmečke peči, ne, kako to zgleda in sploh pozimi, kadar je zunaj mraz, pa nas zunaj že zebe, pa jih potem povabimo klele not na to počaj, pa jaz zakuram peč takrat in je res prijetno. Ne. Tudi ženske, ki pridejo kle na tečaj, se mi zdi, da je to za vse ena taka fajna izkušnja, ker pač tega doma velika večina nima več. Ne. In se mi zdi fajn to ponuditi ljudem, da lahko vidijo, pa doživijo nekaj tajzga. Gospod Gregor, verjetno je bil to kar zalogaj, tudi časovni. Bil je, ja, jaz se ne hotel sem dodati, zato sem se smejal prej, kaj Darja začela razlagati. Jaz se spomnim, da so recimo, ne vem, ko sva se odločala o tem, ne, kaj s hišo narediti, prenoviti, pa tako naprej, so vse sorte imela, ne vem, ljudi, ki so svetovala, ne, pa en je rekel, pa celo poderje, en je rekel samo do prve plate, pa od plate gor naprej, pa tako naprej. No in v glavnem vem, da sva sedela enkrat na kavču, ki je rekla Darja, prav, hiša ima dušo. In takrat je bilo odločen. To se pravi, hiša ostane, hišo bomo prenovili. In jaz sem lahko rečem, da je izredno ponosen trenutni gospodar, da nam je v bistvu to uspel narediti. Jaz sem nekako tak občutek, da nisva zgodovine prekinila, ampak zgodovina hiše gre naprej, oziroma te domačije. Čutim nekako, ne vem, moj oče, recimo njegova družina je odhajala recimo v Ameriko, in on se je takrat odločil, da bo ostal doma, kljub temu, da mu je kasneje oče poslal pismo, da vse skupaj proda, pa pride za njimi v Ameriko, se je odločil, da samo ostane na kmetiji in sem izredno hvaležen, da je nama v bistvu to zgodovino ostalo ohraniti oziroma da jo peleva naprej. Zdaj bil je, velik finančen zalogaj, seveda je bil, zmeraj staro hišo precej dražji prenavljati, sploh pa ne vem, se spomnim, kaj Darja reka, ko smo fasado delali, prav pa presni, zakaj more kmečka bajta to košteti. Če bi navadno fasado delali, bi bila 15 €, naša bila pa, ne vem, 50. Ampak meni nikoli ni bilo žal, nikoli ni bilo žal te odločitve, izredno sem hvaležen za to, da to je. In nekako čutim, tudi ko ste se prej pogovarjali, recimo, kako sprejemamo recimo to, da ljudje prihajajo v naš življenje, ko so začela to nekako začela to, kako bomo to pa doma prodajali, pa tako naprej, pa te delavnice, smo se še malo otepali, pa v cel kup ljudi na dvorišč, pa tako naprej. Zdaj se mi pa zdi, da skozi bolj živimo to, niti ne prodajamo, ampak živimo to. In hiša recimo je bil, zakaj odločitev? Ja, kmečka hiša, midva sva želela imeti kmečko hišo, obenem je pa kmečka hiša prva tista, ki je recimo lahko zunanja podoba celotne podobe recimo kmetije. In danes je veliko je recimo teh kmečkih hiš, ki se obnavljajo po trenutni modi. Ni pa več, malo je pa hiš, ki se pa res ohrani recimo ta tradicija naprej. In to je bilo recimo fajn, da je v ta pravem času pristopil k nama en
En restaurator, no, ki nam je tudi svetoval, kar se tiče fasade, nam je povedal, kako naj bi naredila, ker če njega ne bi bilo, bi bilo mogoče malo drugače, ne bi bil tak kmečki stil. In hvala Bogu, da sva, tudi ko smo prenavljali, zanimivo, recimo, sva imela vse ljudi, ki so ti izvajalci, recimo, ki so en drugega uspodbujali, pa parganali, pa kako ne, in so se stvari res. Veliko so pomagali tudi domače, pa tlele dol moški iz vasi, so zelo veliko pomagali pri prenovi. No. Verjetno sta bila potem vesela tistega dneva, ko je bilo končano, ko sta potegnila črto in ste se vselili in ste dali dušo tej kmečki duši kmečke hiše in je to zdaj pravzaprav vse skupaj povezano z vajino družino. Ja, sva bila izredno vesela, no, se smo tudi imeli blagoslov pa tako naprej. Je pa recimo zanimivo, ko eno tako stvar veliko narediš, kako hitro danes pozabimo, dobrih stvari se tako hitro navadiš in jaz vem, da včasih se moram prav, ustaviti gor v najen spalenc ali pa kopalence, pa se ustavim, pa da pomislim, kva smo naredili. Sej, v tisti hiši, ki je bila prej, se bi živeli tudi ta generacija, pa naslednja bi najbrž še, ampak tak premik, tak preskok, ki smo ga naredili, se pravi, da je treba prav ozavestiti večkrat, recimo, da je to velik dosežek, pa da sem fejs hvaležen za to, da to imamo. Gospa Darja, se kdaj kdo ustavi, pa ga zanima, kako ste se odločili, izkušnje, bi tudi on želel nekaj takega, recimo s kakšno starejšo hišo, ki jo poseduje, narediti? Ja, kar velikokrat se zgodi, da pride kdo pa vpraša, kdo nam je dal zamisel, če smo imeli kakšnega arhitekta, pa kdo je dal predlog, pa kdo je delal recimo leseni del fasade, pa kdo je narisal fresko, kar velikokrat se to zgodi. Ja. Seveda pa z veseljem povemo, da mogoče še komu uspe, ne. Verjetno je pa tudi zelo veliko odvisno od mojstrov, da znajo to zadevo prav obnoviti glede vlage in vseh teh vprašanj, gospod Gregor. Ja, to so imela, pa se pravim, da je zanimivo, stvari so tako spontano šle naprej, nekaj smo že načrtovali, drugače pa tekom, jaz ne vem, to je po mojem Bog poskrbel za to, da tekom gradnje, to je bilo izredno intenzivno, kako je bilo to let pa pol, in let pa pol smo delali skozi od petka do sobote, nedelje nobene, smo fejs delali in tekom te prenove, so prihajali k nama tudi kar precej nekaj ljudi je bilo, recimo pa vsak s svojimi nasveti, pa že kakšen rekel, pa vsak je po svoje pameten, ampak od vsega v bistvu smo potegnili tisto, kar smo želeli potegniti, kar je bilo za nas koristno, in lahko rečem, da je bilo kar nekaj teh koristnih predlogov, kar se pa tiče te hidro rešitev, pa to, da ni vlage, smo pa pač imeli na mojstre iz Krana, ki se je pač zastopil na to, tako da smo to kar lahko rečem, da temeljito rešili, postorili. Naš gost. Me zanima, glede na to, da smo zdaj sredi božičnih praznikov, Božič, Štefanovo je že za nami, pred nami je drugi sveti večer, potem še sveti trije kralji. Kako vama uspeva odklopiti ta vsakdanik, ki ga delo na kmetiji zahteva, v štalo je treba, mleko je treba predelati in tako naprej, in da potem res doživite sveti večer. Prej so otroci že povedali, kako delate jaslice, rekli ste, da začnete že veliko prej, ne samo zadnji dan. Gospa Darja, kakšen nasvet, kakšno vajno opažanje, kaj se vama obnese? Ja, midva se kar probava držati teh bolj tradicij, kako ne rečem. Pač obvezno gremo k maši, na sveti večer smo šli k maši že prej ob 5, ko smo imeli družine mašo. Potem je šel Gregor v hlev, smo pokropili, zmolili, pa potem povečerjali in res smo bili družina skupaj v miru. Polnoči sta šla še Gregor pa Štefan še k polnočnici, ker se je Štefan želel ministrirati. Naslednji dan smo šli pa skupaj, vsi skupaj ob 10 maš. In isto bo verjetno za svete tri kralje in potem še za novo leto tudi seveda. Ja, pa vem, trudimo se saj takrat tisti čas, ko moramo nekako umiriti, pa glede na to, da je 5 otrok, pa 4 fantje, marsikdaj se tudi kaj ne tako umirjeno, Tako da probamo pač, se trudimo, zmeraj pa lih ni vse tako rožnato, ampak ja, na tak način, no. Ampak sveti večeri so res družinski večeri. To pa ja, se trudimo, da smo takrat sami, nič se ne trudimo, ampak smo zmeraj sami takrat, probamo, da smo brez televizije, mogoče se gremo v kakšno družabno igro, na tak način, ja. Kako imate kakšne posebne običaje glede kropljenja, kajenja, blagoslova hiše?
Ja, pa ne more biti kar vrsten red določen, ker če ne se potem prehitevamo, kar se kajenja tiče, mislim, in kropljenja. Ja, imamo en običaj, pač fantje zakurijo kadilnice, jaz pripravim tele šalčke pa blagoslovljeno vodo in potem gremo lepo po vrsti. Ata spredaj moli, mi za njemu v očetici korakamo, molimo okrog hiše, okrog jaslic. Ata prej pove točno določeno traso, kjer moramo prehoditi, zato da potem ni vmes kakšnih prepirov. In gremo po celem krog jaslic, po dvorišču, skozi hlev, mimo avtomobilov, pa nazaj noter, vsako sobo posebej, vsake jaslice posebej, pokropimo in do konca zmolimo rožni venec ob jaslicah. Potem pa ponavadi še večerja. Gospod Gregor, prej ste rekli, da kakšenkrat se ustavite in pomislite nazaj, kaj vse se je zgodilo, kako se je zgodilo. Verjetno zdaj vsako leto ob teh blagoslovih opažate, kako so otroci zrasli, kako družina pravzaprav odrašča, napreduje. En lep pogled. Ja, jaz sem hotel, kaj Darja zdaj razlagala, kakšen imam običaj, sem hotel dopolniti, da smo čisto normalna družina, ki se včasih tudi skregamo, recimo tudi, kako bomo kropila, ne, pa se vse lepo naprej zmenimo, pa kako bomo hodila, ata določa, ne, pravila igre, pa traso, pa vse tako naprej, ne, pa je vmes se to vse podreje, pa vse pa malo pokregamo, ampak na koncu pridemo, ko vse skupaj pokropimo, recimo pridemo do jaselc, pa nekako lepo zaključimo, pa ponavadi se pa še malo poslikamo, pa tako naprej, tako da je fajn, ja, pa recimo vsak let je. Mene tako recimo na misel, tudi ker se vzgoje včasih tiče, ne spomnim se recimo, ali pa spomnim se svojih staršev, ne, kako so oni nas vzgajali, jaz mislim, da so bolj ali manj zgled dejali, noben ni žugal takole pa takole, a ne, in tako imam tudi občutek sam pri sebi, pa ne vem, ne maram teh nekih strašnih pravil, takih pa drugačnih, skozi mi recimo tako na misel, če bom jaz en tak lep zgled dal, a ne, kot oče, bojo že sledili, vse so mora biti kakšne krizna leta vmes, ko bojo malo zavili. Ampak če eno osnovo recimo dobijo, no, je pa zelo fajn. In tudi recimo zdaj se že pozna, ker so, ne vem, ta velike trije so že toliko veliki, a ne vem, pojejo pri zboru, pa ministrirajo, pa tako, no, sem zadnjič rekel, ker smo imeli, a bila ponočnica, ne, ob 10 smo bili premaš. Ker sem rekel, veš, fantom, ko smo dan prišli, a ne, sem rekel, veš, koliko je ata ponosa, ne, ko gledam, premaš sedim, pa gledam, ko so bili trije ministranti, recimo moji sinovi, a ne, 2 sta bila pa ta druge 2, Tinkara pa Janez, sta bila pa na koru. In to je ena taka potrditev, nekako, da je ta zgled se mi zdi pravilen. No, mislim, ja. Se mi zdi to, kar ste pravkar povedali, tudi to, da otrokom poveš, da si jih vesel, da si ponosen, da to pa je potrebno povedati. Ja, jaz opažam včasih, ne vem, 1 ali pa 2 sinova, recimo, ki ima kakšne, bom rekel, tako včasih ima kakšno tako, rečemo, nizko samopodobo, a ne, pa se skušam recimo tako mu zavestno reči, da je fant se čisto v redu, pa da je zelo, vidim, da se mu zelo dobro di, če ga ta potrepla, pa recimo, da ga pohvala, ne. Sploh ne vem, kar se tiče, ne vem, ali ministriranja, pa taga, da mu poveš, da je župnik vesel, da je on zraven, da je ati, pa mami, da sta ponosna na njega, in se zdi, da je to res naredino tako, da ga utrdimo, no, da je lažje to poj pele naprej, a ne. V enem intervjuju za osrednji slovenski medij ste pred leti rekli, da če ne bi bilo žene Darje, vi sploh ne bi bili vi. Se mi je zdela zelo zanimiva, lepa izjava, ampak se mi zdi, da je to ta duša družine. Morda sem iztrgal iz konteksta, če pojasnite. Moram reči, da mi družina izredno veliko pomena, ne, ampak včasih recimo, ne vem, bo kakšen rekel, eno so besede, drugo so pa poje dejanja, ne. In tle sem do ene mere na strani besed, a ne, Darja pa tista, ki pa poskrbi za to, da so dejanja tista, ki so res ta prava, a ne. Midva recimo imava nekako, ki je prej Darja razlagala, recimo kakšen delovnik, pa kakšne navade imamo, a ne, pač midva sva nekako tako imava razdeljen, nismo recimo, ne vem, pri nas ne gremo vsi, cela družina recimo v štalo, ker imamo pač, nimamo toliko dela, da bomo tam delali vsi, a ne. Ampak jaz nekako bolj skrbim za ta prvenstveno recimo za kmetijski del, pa za to proizvodno recimo. Darejo pa v prvi meri recimo pa gospodinja, pa mislim mama pa gospodinja, a ne, se pa nekako dopolnjujemo, a ne. Vem, da sva enkrat probala to pojmo zamenjati. Je rekel, Darja, pa ti imamo več otrok in šla pa jaz ven, ampak sva kaj hitro ugotovila, da je pač ne se vsak svoje naloge drži, pa da je čisto v redu. Gospa Darja, kako pa bi vi opisali vaš pogled na pomen uigranega zakona kot temelja družinske kmetije, kot temelja sreče na družinski kmetiji? Ja, sigurno je to zelo pomembno, pač, da se mož pa žena podpirata.
Jaz vidim, da kadar nisem dosti dobra podpora možu ali pa Gregorju pri kakšni odločitvi, da pa je to ne gre skozi, ne? In da pač rab to podporo, kar se kmetijstva tiče, da mu pomagam, da mu svetujem, da ga podprem v kakšni odločitvi. Tako da sigurno je ta podpora moža, žene, da je zelo pomembna. Jaz mislim, da predvsem na večini kmetij so moški tisti, ki peljejo nekako tiste večje odločitve, ampak da še vse glih rabijo nekako podporo, da se to spele. Verjetno pogovor za to, da usmeriš odločitev v pravo smer, da ustreza kmetiji, da ustreza družini, je tisti temelj. Ja, jaz mislim, da sem tak, Darjo čas prav, da sem pač premalo odločen. Ne? Jaz res rabam tista, ne pa se za nekaj odločen, pa rabam Darjo, da reče, ja, v redu, to je tako, ali pa ona pač reče, ne. Je res taka bolj odločena, nikaj, ne, tako je. Drugače pa ja, pri nama recimo jaz sem zelo hvaležen, da sva oba doma, ne, in tudi ko je bilo pred leti, recimo že, ne, se je pač tako prišlo, ko je bila mama bolna, pa vse skup, da sva ugotavljala, da nikakor to ne gre, da Darja hodila v službo, ker jaz sem mu čist preveč delala s kmetijo, da bi še doma skrbel, ne vem, ali za mamo, ali za gospodinjstvo, ali kasneje za kakšnega otroka, pač preveč je bilo in sva ugotavljala, da je to. In tudi zdaj, ne, niti ne razmišljala o tem, kako bi. Jaz mislim, da recimo imam potencijala na naši mali kmetiji še toliko velik, da bova se potrudila v tej smeri, da bova v bistvu oba doma, tudi ko bo Darja recimo ne bo več imela teh prispevkov plačanih po več kot 4 otrocih, a ne, bova že najdla toliko dela doma na naši kmetiji, a ne, tudi nama se mi zdi veliko, to se včasih pogovarjamo recimo, kakor sva veliko skup, a ne, mi da sva res skozi skup, a ne. Včasih hecamo, da sva še kar dosti v redu, vse se skregava, lahko se normalno se skregava, ne, ampak glede na to, koliko sva skup, a ne, koliko res preživiva časa skupaj, sva kar v redu. Morda še pogled v leto, ki je pred nami, ki že trka na vrata. Kmetje ste nekako vpeti v tudi kmetijsko politiko, ki je zelo nedorečena, zelo pogosto se spreminja. Tudi zaznamuje vaše življenje na tak ali drugačen način. Kaj si želite od leta 2025? Jaz si želim v bistvu samo mirno komentovati naprej, tako kot smo v bistvu do zdaj s temi našimi malimi plani. Zdaj, ker se tiče raznih sprememb, takih in drugačnih, zdaj, ker jaz itak nimam kaj, lahko se malo med sabo malo pojamramo, pa tako naprej, kaj bistveno jaz kot posameznik niti ne morem vplivati. Tako da probam vse te zahteve, ki so, bolj ali manj izpolnjevati in upoštevati, pa vključevati v svojo kmetijo, a ne. Ne vključujem se pa nekaj v ene politične, kako ne rečem, razne dejavnosti, take in drugačne, ker se mi zdi, da nisem toliko temu naklonjen, pa sam sabo v bistvu svojo dejavnost imam zadosti opraviti. Gospa Darja, vaše želje, pogled mame. Kaj pa vem, se veste kako, jaz mislim, da zdravje je ena tista najbolj ta glavna, če bomo zdravi, pa bomo to delali lahko, a ne. Pa to, da bi bili otroci pridni, a ne. Jaz mislim, da je to ta glavno. Zdaj, če bojo šolo delati, kako je treba, da nimam s tem skrbi, potem grejo tudi druge stvari lažje. Tako, veliko blagoslova in vse dobro in hvala za to, da sta rekla ja in spustila naš mikrofon v to vašo družino, da smo vas lahko spoznali. Vse dobro in blagoslova. Hvala enako tudi vam. Hvala, ja, hvala. Naš gost.